Občina Medvode in javni zavodi, šole in vrtec so pogodbe o dobavi zdrave hrane za obdobje enega leta podpisale s 7 lokalnimi ponudniki hrane v začetku meseca decembra, čeprav je bilo v javnem razpisu kot datum začetka projekta naveden že 1. september. Projekt je kompleksen ravno zaradi tega, ker ni to neko javno naročilo za prehrano za javne zavode. Potrebna je bila seveda analiza vseh podatkov, Potem je bilo treba primerjati povpraševanje, primerjati s ponudbo, potem je bilo treba primerjati cene z cenami, ki jih zavodi trenutno imajo. Tam, kjer so se pojavljali pa več ponudnikov ali pa 2, je bilo pa treba seveda primerjati po kriterijih s ceno pa s certifikati, kateri bo tisti, ki je bolj ugoden. Ko smo naredili vso to primerjavo, se je bilo pa treba seveda odločiti, kje bo tista meja, kjer bo cena še vzdržna glede na naš prispevek oziroma na proračun, ki ga imajo tudi šole in občina Medvode. Skratka, lokalni ponudniki so se zavezali, da bodo posameznim javnim zavodom prodali določeno količino svojih pridelkov in izdelkov. Javni zavodi pa so se zavezali, da jo bodo kupili in to po ceni, kot so jo za enaka živila plačevali v času razpisa. Morebitno razliko bo krila občina Medvode, ki je v osnutku proračuna v ta namen že rezervirala 25.000 evrov in tako zagotovila konkurenčnost zdrave lokalne hrane. Vrednost vseh tripartitnih pogodb znaša sicer dobrih 105.000 evrov brez DDV-ja. V zadnjem času smo pridobili malo informacij glede dobave, razgovorov s pridelovalci, pa tudi povratne informacije z javnih zavodov. Lahko smo zadovoljni, da stvari potekajo v redu. Dogovarjajo se za dobavo, povedo, kakšno imajo ponudbo, tako da eni od teh pridelovalcev je že zmanjkalo krompirja recimo. Dogovarjajo se za novo sezono zdajle, za zelenjavo, da tudi ti kmetje vejo, koliko saditi, koliko sejati, da bojo zadostili potrebe javnih zavodov, tako da lahko rečem, da je zadeva stekla, da teče in da zadovoljstvo kažete obe strani. Tomaž Mis iz Zavrha bo, podobno kot je to že doslej, zagotovil določeno količino mleka in mlečnih izdelkov. Mirko Bizant iz Žleb z Malenškove kmetije seneno mleko. Gregor Bizant prav tako iz Žleb jabolčni sok. Iztok Šlebir iz Mož med. Miha Knific iz Goričan svežo zelenjavo. Marija Mohar prav tako iz Goričan poleg sveže zelenjave in krompirja, ki je po trenutnih podatkih že pošel, še žita ter mlevske izdelke. In še Štefan Čebašek z Varja, ki je največji ponudnik, poleg žita in mlevskih izdelkov še kruh in pekovsko pecivo ter telečje in goveje meso. Prav nobene ponudbe pa ni bilo za jajca, sveže perutninsko meso in izdelke ter za slaščičarsko pecivo. Tudi jaz se strinjam, da se lahko soočamo s samimi pohvalami, ker v bistvu gre za projekt, ki je bil potreben in zelo koristen in tudi dolgo časa smo čakali nanj, tako da še enkrat hvala občini in županu, da se je odločil za ta korak. Bi pa povedal naslednje, da tudi sam od kmetovalcev dobivam pozitivne odzive, da zadeve kar potekajo. Mogoče je naša dejavnost na naši kmetiji še najbolj specifična, kjer odstopa naša hrana, se pravi kruh, od tistega industrijskega, ki ga zdaj otroci v teh javnih zavodih jejo. Ker naš kruh vsebuje minerale, vitamine, je polnozrnat in je mogoče zaradi tega tudi manj ješčen, ampak se na kmetiji tudi trudimo, da se temu prilagodimo in da v bistvu naredimo en mehak prehod iz industrijskega kruha na naš domač kruh. Kaj ste danes imeli za zajtrk? Ovseno kašo. Jo imate radi? Ja. Ovsena kaša je bila torej za zajtrk v torek, ko smo preverjali, kako projekt Lokalno je zdravo poteka v vrtcu Medvode.
Da otrokom prija, je dokaz dolga vrsta za repete. Kako oblikujete jedilnik in pa potem mogoče, kako vključite potem ves ta postopek priprave tega pravilnika, potem tudi te naše lokalne ponudnike? Tako kot že v preteklosti, se jedilniki pripravljajo za približno teden, 14 dni naprej. S tem, da se v celotne jedilnike poskuša vključiti čim več lokalnih živil. Pa kje veste, kaj boste danes za kosilo? Učiteljica nam pove, kaj je za kosilo. Učiteljica pove, pa veste, kaj bo danes za kosilo? Ne. No, bomo zdaj vprašali učitelj. Makaroni. Makaroni, špageti. Torej tisto, kar imate najraje. Ja. V projektu Lokalno je zdravo so se v vrtcu Medvode zavezali, da bodo v letu dni pri 6 lokalnih ponudnikih naročili za dobrih 34.000 evrov brez DDV-ja kmetijskih pridelkov in izdelkov. Z januarjem smo pričeli z tem projektom, vendar je to pri nas že ustaljena praksa. Mi že nekaj časa se ukvarjamo z lokalnimi dobavitelji oziroma sodelujemo z lokalnimi kmeti in dobavitelji, tako da pri nam je to ustaljena praksa. Z večino lokalnih dobaviteljev so dejansko sodelovali že doslej. Ta kvota sicer sodi med tistih 20% sredstev, ki jih javni zavod po obstoječi zakonodaji lahko namenijo prehrani z nabavo mimo javnega naročanja, ki sicer temelji na izbiri najcenejšega ponudnika primernih kmetijskih pridelkov in izdelkov. Z to tripartitno pogodbo ste se zavezali kaj konkretno v tem primeru? Zavezali smo se, da v celotnem letu vzamemo priporočeno količino živil. Ta živila so različna, glede na to, da imamo podpisanih 6 pogodb. Imamo sklenjene pogodbe za kruh, mlečne izdelke, žitne izdelke, zelenjavo, kaj imamo še, meso, med. Seneno mleko. Te stvari, ki so res lokalne, se pravi, kar pomeni kratka veriga v res tem našem lokalnem okolju, ne glede na to, da je cela Slovenija kratka veriga. 2 argumenta sta veljala doslej, zakaj ni bilo več lokalne zdrave hrane v javnih zavodih, ker so lokalni ponudniki le s težavo zagotavljali večje količine hrane in ker je bila dražja kot tista pridobljena prek javnega razpisa. Slednji argument sedaj odpade. Gospa Patricija je pripravila cene, ki za nas veljajo v okviru javnih naročil tudi, in potem smo v teh okvirih smo se začeli pogajati, tudi o količinah smo takrat tako določali, tako da glede na to, da je občina tukaj pristopila zraven s subvencioniranjem, so cene primerne. Rekli ste priporočljivo količino. Kaj pa, če te priporočljive količine ne izpolnja ena ali pa druga stran, kaj se v tem primeru zgodi? Mislim, da je to čisto stvar medsebojnega dogovora, tako kot lokalni dobavitelji, ki se soočajo z vremenskimi razmerami, svojimi težavami, ki se soočajo vsakodnevno, tako tudi mi na tej strani se soočamo z poviševanjem cen, svetovno situacija, ki je sedaj, tako da mislim, da bomo bolj usklajevali en z drugim in količine, cene so določene, ampak za bodoče mislim, da bomo usklajevali en z drugim, in da bo to sodelovanje potekalo tako, kot mora. Najvišjo tripartitno pogodbo je sicer vrtec podpisal s kmetijo Malenšek za dobavo senenega mleka. Jaz bi tako rekla, pri nas je zelo aktivno iskanje teh lokalnih pridelovalcev, na kmetih samih pa je, a se potem odločijo tudi, da se odzovejo na kakšen razpis. In več te spodbude, več javnega, povabila, pohvale, zahvale v tem smislu, da si upajo. Po tokratnem razpisu je največji lokalni dobavitelj javnim zavodom prav Štefan Čebašek, ki je že sicer eden tistih, ki mu je uspelo svoje kmetijske pridelke in prehrambene izdelke že doslej delno vključiti v jedilnike javnih zavodov. Kot občinski svetnik in predsednik odbora za kmetijstvo in gozdarstvo v novem mandatu pa že sicer pričakuje spremembe občinske kmetijske politike, ki bodo še izboljšale možnosti za uspeh projektov v prihodnje. Jaz sem že leta
nekako predlagal županu, da je treba vzpostaviti en krog, se pravi občinska subvencija, dopolnilne dejavnosti in pa pogodbe z javnimi zavodi. Namreč ta sistem bi spodbudil tudi ostale kmetovalce in to je tudi moj cilj in to smo si zadali za nalogo v tem in naslednjem letu, da povečamo število investicij, da povečamo obseg investicij tudi na drugih kmetijah, kar pomeni, da osnovne kmetijske pridelke predelamo v takšno obliko, da jo lahko ponudimo direktno javnim zavodom in pa seveda tudi tukaj na tržnici. Prava lokalna hrana, pravi pomen lokalne hrane je tista, ki je iz našega lokalnega okolja, se pravi bližnjega okolja, mogoče se kakšne sosednje občine, vse ostalo pa je že podvrženo ogljičnemu odtisu, kilometrom in tako naprej.